Fantasy. Radio Fantasy. Again and again and again and again. In tukaj je Vili Resnik. Zate zvezda gori. Vsem poslušalcem radia Fantasy v živo. Vili Resnik danes tukaj. Jaz se spomnim, ker sem tukaj zvečer oziroma po noč pel. Glih sem ti hotela reči, da mi smo včasih skupaj kresovali. Najprej na terenu. Ja, res je. Še pred tvojim Eurosongom je to bilo. Potem pa v studiu, ne? Kje si ga pa kresno letos? Ne, moram ti reči, da sem bil prav vesel, ker po dolgih letih nisem igral, sem pa potem seveda prvega igral in sem rekel, a je to praznik? Je rekla, koliko je fino, da si doma. In pa smo šli k nam na naš kres tam, ker je zdaj živel na Primorskem, del mi smo ga pa mečkrat zaplužili preveč in je bilo res hudo. Tako da sem si zapomnil, da sem zelo težko 1. maja potem pel. Ampak, če se vrnemo nazaj v leto 1997, ko sem bila jaz stara 10 let, ti si ga pa haral tule po naših koncih. Takrat, leta 1997, sem imel eno pesem, Pred bogovi. Ni bilo še takrat mislim, bil Eurosong, samo jaz sem imel eno pesem, Ko vrbe jokajo, in to je bil tak hit. Nastopil sem z njem na Melodijah Mora in sonca in sem dobil eno 6., 7. nagrado, ampak to je bil najbolj predvajana pesem v Sloveniji takrat in največji hit tistega časa. In potem leta 1998 smo pa rekli, da gremo na Emo se pokazati, da smo živi in zdravi, pa da bomo eni drugi, tretji, četrti in na koncu po nesreči smo zmagali. In tako je ostala pesem Najbogovi slišijo, ki jo še danes ljudje radi pojejo. Najbogovi slišijo. Ja, res. Pazi, kakorkoli je, pesem je ostala. Imam to srečo, da sem ljudi prepričal, oziroma da sem jim pokazal, da je to res dobra pesem. In še danes, kjerkoli sem, pustim ljudem refren, da zapojejo. In za mene kot glasbenika je to največje priznanje. No, pa ko sva že glih par Eurosongu, ne? Ti si bil leta 1998. Kak je bil takrat Eurosong v primerjavi zdaj? Takrat se mi zdi, tisto leto, seveda spremljam, seveda, danes je Eurosong, oziroma pred izbor. Tako ti bom rekel, takrat se mi zdi, da je še mečkam bilo muzike, da je pomenila muzika nekaj. S temi leti, ki zdaj prihajajo in to, kar je ta čas, ker je zdaj, je pa vse skupaj ratalo en velik cirkus. V bistvu muzika tudi nima kaj dost pomena, predvsem je tukaj tisti dogovor med državami in je tudi že skoraj politika noter in škoda. Pa vendar, meni je všeč, mislim všeč, pa ne všeč, da mi Slovenci vedno gremo tja kot eni Don Kihoti, ki se bomo borili na pošten način in potem na pošten način pademo ven, bom rekel, v predizboru. Ampak to je življenje, pazi, to je življenje. Seveda, če me vprašaš, oziroma tudi poslušalci bojo rekli, kaj si mislim o Klemenu Slakonju. Super, jaz mislim, da si zaslužimo, da bi prišli v finale, vendar seveda ne vem, kako bo. Želimo si, zaslužimo si, Klemen je dober, kakorkoli obrneš, je v redu. Edino, kar me mogoče mečken moti, je to, da se pač poje v angleščini. Jaz sem rekel, mi imamo slovenski jezik in jaz podpiram in res podpiram slovenski jezik in to me malo moti, ampak na koncu koncev je to, imamo svojega predstavnika, za njem moramo stati, moramo ga poveličevati, da je kralj, da je car, da je vse in to je to. Mislim, Slakonja definitivno je najboljši imitator ever. Pod črto. Ampak, ker je to Eurosong, oni ne vejo v bistvu, kaj je imitator, oziroma oni vejo, seveda imitatorje poznajo, ampak ne vejo pa, kdo je Klemen Slakonja, zato smo pa mala Slovenija. To je pa zdaj spet drugo vprašanje. Jaz bi še želel, da bi oni vedeli, da je on car, da je dober v imitaciji, ampak bomo videli, jaz si želim. No, držimo pesti, da bo danes na predizboru. Okay. Pa vseeno, recimo, če ostanemo malo pri Eurosongu še, kdo je napisal tvojo skladbo Najbogovi slišijo? To bi Matjaž Vlašič. Urša je napisala besedilo, edino nemško besedilo, ker smo imeli v angleščini in v nemščini. Nemščini je napisala Karmen Stavec, ker je bila takrat del moje ekipe. Pa sem jaz tam nemško zapel, ampak zdaj pazi, jaz sem že pozabil, ne mi je zdaj vprašal, kako je to šlo. Ker ne vem, pozabil sem, ne vem, da sem zabrukal, ker pozabil sem toliko leti že nazaj, tako da res, imam pa lepe spomine, oziroma ko slišim pesem tako na radiju,
ko slišim bogove, me stisne, zato ker se takoj spomnim, kako sem bil mečken, kako sem bil po domače rečeno, prostite, usran takrat. Ampak po drugi strani pa, ko zapojem to pesem, ljudje to pojejo z mano in vedno jim dam kar refren zapet in oni pojejo. In ko to par tisoč ljudi zapoje, je to tak občutek, kot da si v nebesih. Koliko cajta si ti zdaj že na sceni? Na sceni, v bistvu zdaj tako bom rekel, zdaj bom izkoristil en moment, zdaj sem spomnila, oprostite, ampak 14. novembra nastopam s svojim bendom, s svojimi gosti, ne bom povedal kjer, ampak nastopam v Ljubljani, v Cvetličarni in moram povedati, da prve karte, dvojne karte, tiste, ki so bile za prijatelje in za Burly Earth, so pošle. In sem prav vesel in ponosen, da bom lahko pač zapel svojim prijateljem, svojim fanom. In pejte po karti, dokler so še, igram v Ljubljani v Cvetličarni in to je 30 let moje solistične kariere. Vendar, seveda 7 let prej sem pa nastopil še s Pop Design, torej 37 let aktivne glasbene scene. To je pa za Slovenijo. Vprašaj me, koliko sem stara. Ne bom vprašal, kaj to. To je točno to kot tvoja kariera. To je tako, kot da ti mene vprašala, veliko imaš let. Tako da ne vem, stara, ne vem, koliko imam. Življenje je neverjetno. Ko sem začel, sem rekel, Vili, mogoče leto, 2, potem pa gremo nazaj v službo. Ampak sem vesel, ker se mi zdi, da sem poslan na svet za to, da zabavam ljudi. Po moje. Definitivno. V zadnjih letih sem res opazil, da imam neko moč, pa rečemo zdaj si prav neko energijo, da pač ljudem prepričam tisti trenutek, ko sem tam, da oni uživajo, da poskušajo pozabiti na probleme, ki jih imajo. Ker, veš kaj, vse vemo, življenje je res težko, nekateri pač komaj preživijo in tako naprej. In veliko pomeni to, da jih nekdo razveseli za tisto uro, 2. Za tisto uro, 2, absolutno, ampak Vili, ti ponovadi ne ostaneš glih sam uro, 2, bod moralni. Ja, da kar potegneš, ne? Zato imam pa blazne probleme, ampak me pa po drugi strani, zdaj pa tako, se me pa res spomnila eno stvar, ki pa seveda v bistvu je prav, pa ni prav, ampak veš, vsi bi radi seveda, da jaz tam ostanem, da malo spijemo in skupaj. Tudi jaz, verjemite mi, jaz bi bil najbolj vesel, da bi lahko s temi slavljenci zraven zapel, čez celo noč bi skupaj tam. Vendar imam toliko nastopov teh rojstnih dnevov, da moram šibati naprej. In tukaj pa je problem in seveda zdaj so se že najdli nekateri in rečejo, ja, res nek takoj, ko odšpila, mora šibati naprej. Kaj je to? Ma je prav, ampak mora tudi mene razumeti, živimo tega. In ko je bila korona, seveda se moram zahvaliti Radio Fantasy, ki ste bili eni redkih, ki ste me povabili, da sem lahko takrat preživel tisto težke čase. Ja, res je. Zdaj pa ti težek čas moj. Jaz bom zdaj zavrtela tvojega Tanovga. No, pa dej ga zavrt, zate zvezda gori, potem bomo hvala, zame. Tako je. Potem bomo pa pokomentirali glede te pesmi. No, lepo prosim, evo, zdaj pa Vili Resnik in njegova nova Zate zvezda gori. No, pa sva z Vilijem že nazaj. Vili, kot sem ga spremenovala v Kresnika. Ja, to sem jaz, ja. Hvala ti. Kresnem. Kresneš v redu, ne? Tako, ja. Ja, no, sej, tudi pod narnici smo slišali. Tako. Ne, Vili, zdaj ta nov komad. Jaz sem imela to srečo, ker poznam dr. Špraha, ne? Ja, da sem imela privilegij ga slišati, še preden je prišel ven. Se mi je zdelo, ja, res je. In moram reči, da ta nov komad je top. Tak pop dizajnovski, tak rockerski. Ja, res je. Prav zato sem tudi njemu poslal, ker on je tudi rocker, ker nisem vedel dolgo časa, da je on rocker. Kaj brez vas? Ne za tega, ampak da pač ima to muziko rad in zato sem mu poslal, da vidim, kaj bo rekel, ker pač kot radijski človek mora tudi nekaj vedeti. In vesel sem, res smo v bistvu z namenom naredili, bom rekel, zvok, sound iz 90-ih let. Mogoče malo preračunljivo, pa vendar, tudi z Rokom sem se pogovarjala, ko smo dali se zvoke noter, prvo sem se ustrašil, sem rekel, stari, pa kle bojo ljudje rekli, kaj se res niko zmešali, kakšen zvok je to, ampak na koncu je ljudem všeč, ljudje imajo lepe spomine iz 90-ih let in so to pesem sprejeli zelo, zelo lepo in sem počašen in ob tej priložnosti seveda bi se jim zahvalil, zato ker so tako dobro sprejeli, tudi ugledi na YouTubu so iskreni ugledi, ne posebni ugledi, ampak res hvala in očitno smo naredili neko pesem, ki bo ljudem zelo všeč, ker niste prvi. Tudi jaz sem dal določenim ljudem
Pa so tako hvali, pa so to nekaj ni v redu, to nekaj smrdi. Ampak lej, ja. Veš, kaj smrdi, samo da ti povem. Mal premal kitarje ba je noter. Zdaj si me sprovocirala, namreč, dragi poslušalci, naj povem, da imam jaz in upam, da bom dal gor na mojo stran, ker smo mi to snimali. Meni je bilo tako dobro, ker je kitara žagala, ampak je res spadla, kot da smo Metallica. In eni prijatelji so prišli k meni, so rekli, Vili, to je dobro. Ne Metallica, Vili Resnik. Vilamika. Vilamika, oziroma Vili Resnik na kitari. In ne, mi je všeč, seveda ne moramo dati potem tako bolj ostro, ampak na koncu smo lepo lepšali in naredili tako, da bo za vse generacije, da le poslušajo muziko, da gre pesem hitro v ušesa in da je lahko tudi oni zapojejo. In prvi odziv sem dobil še takrat, ko smo z Miranom skupaj, zdaj pač imamo neko turnejo in ko je pač eden od organizatorjev oziroma teh glavnih ljudi rekel, Vili, ali lahko prosim fantom pokažeš oziroma da za poslušati pesem, ki se jo bomo mogli do jeseni naučiti. Se rekel, čakaj, zdaj to ni pošteno, do Miran, stari ne, in sem mogel dati, potem Miran tudi zahotel, da sliši to pesem. In takrat sem rekel, opa, Vili, na dobri poti smo, a Laura se govori v ti pesmi, med maskontarji, to je pa uspeh, kaj biš ga ponovati, vedno si nekaj popluvajo, ampak tokrat so bili vsi tih, pa sem rekel, kaj zdaj narobe, mislim, mogoče je tok za nič, pa so bili kar tih, pa so, ja, kimali smo samo. No, ampak recimo napisal je ta komad Lunaček. Rok Lunaček piše besedila, jaz pa Rok se veliko pogovarjava. No, ustav se tle. Ja. Koliko hudiča se vidva pogovarjata, če oba dva ful govorita? Koliko zgleda vajna komunikacija, ki to bi rada videla? Ko smo pred 7 leti smo se srečali, pa sem vedel, da je pač on igral pri Flirtih in da bo on delal kao meni muziko. In vedno jaz veliko govorim. In potem pridem tja na tisti sestank, producent je bil tih, Rok je pa govoril. Pa sem potem rekel enemu človeku, si go stari, pa čakaj, ta človek več govori, kaj jaz. Lej, on ne bo za mene delal muziko in tako naprej. Ampak evo, vidiš, človek, s katerim se res veliko pogovarjava in posluša vse, kar jaz rečem. In on potem napiše pesem z tistih besed, ki jih jaz rečem. Zato sem mu rekel zanč, Rok, lej stari, zdaj pa postav malo konje. Ti govoriš mojo zgodbo mojega življenja. Stari, ne piši vseh teh stvari, ker bo rekel res, ti si zafrustriran človek, ampak ne, bom rekel, res sem vesel, da delava skupaj in dobro delava in ekipa je dobra. Ponosen sem, da sem lahko del tega in upam, da bomo še veliko naredili skupaj. Pa se to vedno rečem, ampak ja, ker jaz sem se malo bal, kako bomo naredili to pesem, zdaj to Zate zvezda gori, kako bo izpadlo, ali bo ali ne bo. Zdaj pa se že sprašujem, Vili, kaj pa zdaj naprej, ta pesem uspela, kaj pa zdaj narediti? Ja, no, mislim, glede na to, da veliko govoriš, veliko poveš, veliko besed izrečeš. Jaz mislim, da Rok ne bo imel težav še enega komada napisati. Me pa zanima, kdo pa so tiste bodale v ta novem komadu? Ko sem jaz, veš kaj, on meni na kitaro igra in on poje, Vili prav, Vili, kako se ti zdi? Jaz rečem, stari dober je, jaz ne vem, nisem poslušal besedila, jaz ne poslušam nič. In potem sem mi prinese besedilo in vidim to, a ostale budale, ki so mi lagale. Rečem, Rok, se ti zmotil, kva si to napisal? Rekel, ne, Vili, verjemi, bo. In točno v te besede se v bistvu ljudje zapičijo, ker ja, tako govorimo, tako živimo, tako je, ja, to je to. Mogoče malo preračunljivo, ampak tudi ne hote čisto. Ampak lej, uspelo je. A ostale budale, ki so mi lagale, naj se požrejo zdaj, ki z mano si. Ja, le, to je to, to je življenje. No, Vili, kdaj boš pa prišel spet kaj k nam? Jaz upam, da čim prej, upam, da nam spet kakšen bolezen, oziroma da ne bo kaj spet preneslo, da ne bomo samo... A te lahko že zdaj bukiramo? Seveda, zelo sem vesel, bomo rekel, kajti mi smo že toliko let skupaj in sodelujemo skupaj. In res sem vesel. Lepo je imeti prijatelje, tudi konc koncev mi rabimo radio. Glasbeniki res rabimo radio. Ni to ono, da sem jaz zvezd, da vi ste pa samo radio. Ne. Tudi, veš kaj, v 37 letih prideš, imaš nihanja gore, dol. In tudi takrat, kaj je slabo, če si prijatelj, če so pravi prijatelji, lahko sodeluješ in to zelo veliko pomeni. In meni to veliko pomeni, no? Ja, me veseli, tudi nam veliko pomeni, da si ti nam blizu. Predvsem, hvala. Da prideš tudi na naše špile. Tako. Na zadnje mislim, da smo imeli parklovanje skupaj. Ja, vse smo veliko na koncu se spadal je sparkal, ne, Dio mio. Ja, ampak glej, vrnil se boš, kresno nas boš.
Tako je, tako, ker je tako. Tako. Plani za letošnje poletje, skoko morje, skoko bazen, ali špili? Veliko je nastopov, zdaj imam promocijo te pač pesmi in je kar naporno, danes zjutraj sem vstal 4:30, pa dobro, vse ljudje bodo rekli, se mi vsak dan vstajamo 4:30, ampak za mene, ker nisem toliko navajen, no, da ne bo pomote, jaz drugače ostanem 5:30, ampak ta ura mi je veliko pomenila in mi zmatrala, pa predvsem sem se pa bal, kako bo na cesti, ker danes je to, kar se pa ven dogaja, tukaj na tem koncu, je pa žalostno, da ne bom rekel z drugimi besedami, namesto da bi delali 3 izmene, pa delajo 1 izmeno, vzamejo kot službo. Dragi Slovenčki, vi se pa furite, pa razmišljate zraven, kaj se dogaja in je res žalostno. Nimam besed, res sem jezen, imam svoje mnenje in če bi po svoje povedal, bi rekel, kaj grdga, ampak tako pa žalostno, ampak tako je, dajmo se sprijazniti. Za mene kot človeka, ki hodim po celi Sloveniji se voziti na stope in tako naprej, je to zelo naporno, moraš iti par ur prej. Ampak lej, Vili, moraš iti malo ur prej, si rekel, jaz ti bom pa sem rekla, jaz bi rajš rekla, da naj te bogovi slišijo, da bodo začeli delati 3 izmene na cesti. Ja, in ne samo ene, da boš ti se lahko furil po naših avtocestah. Ker hiter boš. Pa se jaz, da nisem pomemben toliko, pa vendar gledam ljudi, ki morajo vsak dan hoditi. To je problem. Pa naj jih bogovi uslišijo, pa nekaj spustijo, neko strelo, da se bojo zbrihtali, pa da bojo lahko delali v 3 izmenah. No, evo. Vili, kresno si me, kresnala sem midva teh še zadnjo uro mojo delovno, tako da zdaj pa midva greva na malce. Edino samo še vprašam, doktor Šprah, ti mene vidiš tukaj le kaj v kamero ali kaj? Tako da zdaj še le vidim kamero, dragi, donca let to, še ne smejo se nisem. Hvala lepa tudi vam, Radio Fantasy, hvala lepa doktor Šprahu, hvala lepa vsem poslušalcem in upam, da se bomo res videli v živo na kakšnem živem nastopu. Držimo pesti, jaz že vem, kdaj sem, ne smem še izdati, sej veš. Ok, ja, ti bod. Evo, Vili, hvala ti, zdaj pa naj bogovi slišijo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.